Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. 24. krog slovenskega državnega prvenstva začenjamo s tekmo v Kidričevem, kjer se bosta pomerila Aluminij in pa Domžale. Kar se tiče marca, vstopamo v zares fantastičen mesec, vsi ljubitelji Slovenije. Ibričić proti bližnji vratnici, tole nevarnost in Jažeković se je izkazal s fantastično obrambo. Domžalčani so dokazali, da lahko igrajo proti najmočnejšim ekipam v ligi, zdaj morajo dokazati to tudi proti šibkejšim. Tole je priložnost za Jakupovića, ko se je Jažeković še drugič na tekmi izkazal. Pri Aluminiju še vedno Đerlek, ki v spomladanskem delu sploh ne bo igral, s 4 goli prvi strelec. Krefl, ki ga ni več v klubu, je dosegel 3 gole. No, zdaj je Šroler do strela, ampak žoga mimo leve vratnice. In se tudi dobro znajde v igri 1-1. Husmani iz ozadja, Husmani je prejel žogo, Nkama je ob njem. Husmani ima priložnost, Husmani odbita žoga po poskusu Husmanija. Jažeković je odbil predse, kakšna bo zdaj odločitev. In takšne napake se lahko hitro kaznujejo. Poglejmo pa, če lahko Ibričić poskrbi za novo mojstrovino na tem stadionu. Ne, Alić se je odločil za strel, nekaj težav za Jažekovića, ki pa je žogo ukrotil. Ni še konec napada za Šumare. Zdaj je Matjašič ne najbolj posrečeno do žoge. Marinšek do strela, gol! No, zdaj pa je poljubila sreča Aluminij. Tule je žoga spremenila smer, ko je letela proti vratom. In Aluminij na začetku 69. v izteku 68. do vodstva 1-0 za Šumare. Videli bomo v ponovljenem posnetku, koga je zadev tu ob tem poskusu Marinšek, ki je sicer bil v dobrem položaju. Juril jasno želi ovirati Jažekovića. Jakupović z prostega strela, gol! Kakšen gol Arnela Jakupovića in izid je izenačen. 80. minuta, krasen zadetek. Jakupović je v fantastični formi v tem spomladanskem delu. Tudi Mulalić je prišel čestitati svojemu soigralcu tam skoraj da na sredino igrišča, ampak zdaj seveda Domžalčani razmišljajo predvsem o tem, kako priti do popolnega preobrata. Dejal sem, da je to in Brandstetter bosta vstopila dva napadalca, torej pripravljena, medtem pa ima Juril priložnost. Juril mimo gola. Oskar Drobne, zdelo se je, da vas je tam pri golu Marinška poljubila sreča, potem pa vseeno na koncu 1-1. Najprej neka splošna ocena tekme, ste zadovoljni z intenzivnostjo, veliko več prekrškov vaših igralcev kot pa nasprotnikov? Sigurno sem zadovoljen, zaradi tega, ker važno je, da smo prekinili ta niz porazov. Bili smo agresivni, sicer ne celo tekmo, prvi polčas smo se zopet lovili, imamo to bolezen prvih polčasov. Drugi polčas zelo konkreten, trda tekma, gostje z enostavno igro, s preskok igro za našo zadnjo linijo in potem druga žoga, trda tekma in ja, točka, zadovoljni, gremo dalje. Ja, ob tistem prejetem golu ste pred prostim strelom zelo zarohneli ob robu igrišča. Kaj vas je tako razburjalo? Pa se je brez veze zgubljati besede. Zdaj je že četrta tekma zapored, pa je ista situacija, mislim, prekršek. Zdaj bomo zopet poslušali gospoda Čeferina na podprečko. Ja, da je bil to, da je bil, roka je bila na vratu, ja, ampak igralec je velik 1,70 m, obrambni pa 1,90 m. Človek se gre zagraditi, nobene intenzivnosti, nič. In duel, če primerjam zdaj ta prekršek, še rumen karton, ta prekršek z prekrškom Tučičem nad istim igralcem, prejšnjo kolo, halo, je treba se malo vprašati, kam se to pele, ampak nam se
prišlo nam je že v navado, da je vsako tekmo dobimo gol iz zelo sporne situacije, tako kot tudi danes, ampak mislim, da to ni da je to namerno usmerjeno proti nam. Enostavno, zgodi se napaka bi pa rad enkrat slišal kakšno opravičilo ali pa eno malo bolj normalno razlago, kot pa intenzivnost duela, pa roka na obrazu, pa roka na vratu, pa take stvari, ker se mi zdi, da fantje niso nikoli v življenju dobili komolca na tekmi, tako da malo težko govorijo o teh stvarih. Gospod Drobne, hvala in srečno na naslednjih tekmah. Gaber Dobrovoljc je tisti, ki bo zbral misli iz tabora Domžal. Vstopili ste v drugem polčasu, pričakovali ste tako intenzivno tekmo, ampak kaj je zmanjkalo za zmago? Ker bili ste veliko več pri žogi, tudi veliko strelov ste imeli napram Aluminija, bilo pa je veliko manj prekrškov z vaše strani. Morda nekaj več agresivnosti? Pa je, pričakovali smo trdo tekmo, tukaj je vedno težko igrati. Nobenemu ni lahko zmagati, tudi nam žal ni uspelo. Ne vem, jaz, ko sem strani gledal, se mi je zdelo, da smo nekako v njihovo igro padali, preveč je bilo dolgih podaj in mislim, da bi mogli bolj biti potrpežljivi, bolj po tleh igrati, ampak ne glede na to, imeli smo svoje situacije, ki jih žal nismo izkoristili, dubali smo gol. Na koncu smo šli na vse ali nič, dali smo gol za 1-1. Seveda, rajš bi zmagali, ampak žal danes ni bilo osvojeno. Ste pa še vedno neporaženi v spomladanskem delu, v zares fantastični formi, samozavest najverjetneje pred novimi izzivi na zelo visoki ravni. Ja, definitivno pač verjamemo v svoje kvalitete, zdaj se nam je pač nek niz poklopil, ampak vsaka tekma je poglavje zase. Zdaj, če smo pretekle imeli dober niz, to ne pomeni, da nam bo zdaj šlo lahko naprej, zato moramo se na vsako maksimalno pripraviti. In že zdaj nas hitro čaka v soboto Mura, ki mislim, da bo zelo dobra tekma in nas čaka kar dober izziv. Nekako skoraj da junak Aluminija na današnji tekmi, žoga je šla po vašem strelu za hrbet Mulaliča. Nik Marinšek, kako ste vi videli obračun? Prvi polčas je dejal vaš trener spet slabši z vaše strani, v drugem delu pa ste bili konkretnejši. Pa ja, kaj naj rečem, škoda, no. Kakorkoli potegnemo, povedali smo. Nekako ne moramo, ne vem, držati vodstvo in zaključiti zmago na koncu. Drugače pa res, drug polčas spet, ko proti Celju, nekako smo stopili višje, odigrali bolje, medtem ko pa prvi polčas pa ne vem, se spet ponavlja, spet slabša igra, tako da ja, no, škoda. Kaj ste vi videli glede same agresivnosti? Veliko več je bilo prekrškov Aluminija kot nogometašev Domžal. Je to bil taktičen načrt vašega trenerja, da s tem sekate igro? Pa ja, mi vedno strmimo, tudi trenerski strmi k temu, k agresivni igri, da delamo te male prekrške. Sploh to bi mogli početi na njihovi polovici, ne toliko na naši, kar se je na koncu tudi izkazalo za... smo dobili potem gol iz tega, no, iz našega favla. Tako da, ja, no, strmimo agresivni igri in po posledičnosti tudi več prekrškov. Zdaj pa samozavest zagotovo nekoliko više, ne? Da prva točka v spomladanskem delu, ki je bila še kako potrebna, pa zdaj dva zahtevna tekmeca, ne, v naslednjem tednu. Kako lažje se bo pripraviti potem, ko ste točko osvojili? Pa ja, morda neka motivacija za naprej, ta pika, ampak vseeno, če bi bile 3, bi bilo veliko slajše in pa boljše za naprej. No. Ampak pika. Dejan Đuranović, pred tekmo ste napovedali, da je Aluminij doma vedno neugoden, trda tekma je bila. Ste pričakovali točno tak obračun ali so vas morda vaši fantje nekoliko razočarali, predvsem v drugem polčasu? Ne, pričakovali smo tako tekmo, vedeli smo, v kakšnem stanju je Aluminij in da bo tekma dejansko bila nekako trda na duel, tudi z veliko prekinitvami, prekrški, ampak mislim, da smo mi bili tisti, ki smo nekako diktirali, ki smo prihajali v neke zaključke, imeli neke priložnosti, nismo zadeli, na koncu smo morali loviti ta rezultat. Nikakor nisem razočaran s fanti, ampak čestitke, ker so pokazali izredno voljo in željo. Tudi na koncu smo bili nagrajeni, da smo anulirali to prednost domačinov, osvojili točko, hoteli smo več, ampak ostali smo neporaženi in čakajo nas zdaj že nove tekme, tako da gremo naprej.
Vas je morda šokirala agresivnost Aluminija, ko se pogleda statistika, veliko več tistih majhnih prekrškov z njihove strani kot z vaše? Ali je to morda tudi posledica dejstva, da ste bili vi pač veliko več pri žogi? Mislim, da so oni igrali na ta način, da nam mogoče prekinjajo to igro, da so agresivni. Nisem bil presenečen, oni so v taki situaciji, da mogoče tudi na ta način poskušajo se zoperstaviti. Trenutno smo mi v dobri formi in so nam nekako hoteli prekinjati to našo igro. Ampak, kot sem rekel, ne glede na vse to, smo tudi mi dobro parirali v tej igri in prihajali v situacije, hoteli zadeti, ni nam ratalo, tako da čestitke tudi Aluminiju za osvojeno točko in to je to. Kar se tiče polnega izkupička, samo proti Taboru in proti Aluminiju v spomladanskem delu niste prišli do zmag. Vas to morda kaj skrbi, da proti tem na lestvici manjšim ekipam Domžalčani morda vseeno z več težavami kot pa proti tistim močnejšim? Ma ne vem, to so ekipe, mogoče, ki se bolj borijo za ta obstanek, mogoče malo bolj čvrsto, mogoče malo tudi bolj defenzivno se postavijo in težje prebijati ta blok. Mislim, da ni skrbi, tudi v teh tekmah smo si ustvarjali priložnosti, pomembno je iz teh priložnosti zadeti, vemo, da v tej ligi vsakega lahko preseneti oziroma premaga. Potrebno je zadevati iz priložnosti, ki si jih ustvariš in potem priti do dobrega rezultata. Tako da verjamem, da bomo v naslednjih tekmah podobno igrali. Za vsako zmago oziroma za osvojitev točk je potrebno zadevati in enostaven recept.